En lep pozdrav na delavnici številka 2. Delavnica je poimenovana Umetna inteligenca za in v kombiniranem izobraževanju. Ker nismo vedeli, koliko bo obiska in na kakšen način potem bi z večjo količino ljudi delavnico izvedli, bomo seveda prilagajali, pa malo tudi improvizirali. Navsezadnje se učitelji smo tega navajen tudi v razredu. Tako, zdaj nekako sem si zamislil, da bi v prvem delu predstavil nasploh to področje, še posebno, kar se tiče uvajanja umetne inteligence v našo srednješolsko prakso, potem pa bomo tudi lahko bodisi samostojno ali pa potem kar skupaj preko tabelne slike nekoliko preizkusili različna orodja oziroma bolj natančno eno orodje za generiranje besedila. Sicer pa, če bomo kar začeli, ko se moram predstavljati, kdo sem, vedno rečem, da sem zelo radovedno bitje, ampak danes lahko z umetno inteligenco zelo hitro naredimo tudi svojega digitalnega dvojčka, kot tukaj vidite tudi mene v pomlajeni različici, sicer takrat v 80-ih in 90-ih letih niso bila to vrsta oblačila, ampak so bila bolj pisana, kot so danes. Sicer pa sem raziskovalec, navdušenec na področju znanstvene fantastike, fantazije, zanimajo me tudi japonska kultura, zdaj kmalu me čaka tudi obisk v Južno Korejo, tako da vedno stremim k temu, da se izobražujem, da spremljam in seveda sem tudi neke vrste znanstvenik na področju umetne inteligence, ker sem doktoriral z tega področja. In ko sem pripravljal prezentacijo, sem kar vprašal orodje ChatGPT, naj da neko pametno misel, ker danes, ko se predava, vedno so neke misli, no, in sem dobil povratno informacijo, da najpomembnejši del umetne inteligence je umetnost razumevanja človeške narave. In dejansko ima prav, namreč računalništvo sodi na področje naravoslovja. Zakaj? Zato, ker mi nekako spremljamo in želimo posnemati človeško vedenje, pa tudi vedenje živali, ne? In zato govorimo o naravoslovju. Res pa je, da odločevalci nekako stremijo k temu, da je računalništvo na področju tehnologije, kar pa ni res. Mi samo uporabljamo tehnologijo, ki je produkt. Sicer pa umetna inteligenca, če vprašate kogarkoli, bo kar takoj povezal z robotiko in znanstveno fantastiko, ki je povezana seveda s filmi, in mnogi še vedno, tudi tisti, ki odločajo, politiki govorijo, da umetna inteligenca je v resnici neka entiteta, nek robot, če hočete, ki komaj čaka, da bo zasužnjil človeštvo. V resnici temu ni tako, gre za področje, številno področje, ker je to ogromno algoritmov, postopkov, ki seveda se zelo hitro izvajajo, ker imajo precizorsko moč. Sicer pa vse to, kar danes nas že obdaja, je v resnici, so v resnici stara znanja, ker gre za stare postopke in tudi orodje ChatGPT temelji na algoritmih, ki so zelo stari. Tako da ni nič novega. Novo je samo to, da je ogromno podatkov in ogromna količina le-teh. Sicer pa kaj so mislili Slovenci, da je umetna inteligenca v letu 1985. Če se spomnite filma Poletje v školjki, notri nastopa računalnik Vedi. Zelo malo ljudi, predvsem pa moji dijaki, ne vedo, da je to računalnik Iskratel Delta Triglav, slovenski računalnik. Tako da je to slovenski produkt, slovenski računalnik. Zakaj Triglav? Ker je imel 3 osnovne konfiguracije in zato je Triglav. Sicer pa v tem filmu se z našim glavnim likom pogovarja, tako da smo naredili neke vrste prognozo, kam bo šla tehnologija v prihodnosti, kljub temu, da verjetno takrat še vseh teh zadev ni bilo. Seveda pa smo bili tudi Slovenci pionirji na področju umetne inteligence. Sicer pa v mesecu avgustu smo dobili članek, ki govori ravno o tem, da bi morali vsi učitelji pri vseh strokovnih modulih in predmetih predpostaviti, da je umetna inteligenca že del vsakodneva ne samo učitelja, ampak tudi dijaka. In da dijaki že uporabljajo napredne, torej velike jezikovne modele, ravno s tem namenom, da pohitrijo, oziroma grdo rečeno tudi zgoljufajo sistem, da si olajšajo muke, če lahko tako rečem. Sicer pa v resnici bi morale šole naučiti otroke uporabljati ta orodja v smislu, da ga kritično uporabijo in seveda, da ga uporabijo za tiste namene, čemur so namenjena ta orodja. In mogoče že kar v tem trenutku povem, da tovrstna orodja niso namenjena
da generirajo znanje, torej neke podatke, ampak besedilo. In zato, če imamo mi neko vrste poglobljeno znanje, potem lahko mi dobimo pametno povratno informacijo in nam pohitri ali pa celo olajša celotno življenje, recimo, če digitalno ustvarjamo. Tu vidite primer, in sicer 3 področji, ki jih na naši šoli že pokrivamo, in sicer umetna inteligenca kot učna snov, umetna inteligenca kot področje projektnih nalog in uporaba umetne inteligence pri učiteljevem delu. Kar konkretno, da ne bomo izgubljali besed, pointer je začel nagajati, pa bom kar ročno. Tu vidite primer, kako sva z dijakom naredila personaliziran učbenik, ki se prilagaja posameznemu učencu, dijaku. Seveda pa v ozadju so algoritmi priporočanja, priporočljivi sistemi in za to inovacijo sva prijela srebrno priznanje na Zasavski gospodarski zbornici. Govorimo pa o letu 2015, tako da bo 10 let od tega orodja, kako sva z dijakom že umetno inteligenco integrirala v naš učni proces. V tem primeru gre za šolski projekt. Potem kot nek vrste spin-off mojega doktorata sem povezal različne modele učnih stilov in kognitivnih stilov z namenom spodbujanja metaučenja, spoznavanja samega sebe, in na tak način potem dijaki v 10 do 15 vprašanjah, ko rešijo ta vprašalnik, dobijo v hipu povratne informacije, kako naj bi se učili, kje so njihove močne, šibkejše točke, tudi celo neke vrste sugestija za poklic, ki naj bi bil glede na njihove predpozicije primeren. Seveda, zato sem tudi prijel priznanje Zasavske gospodarske zbornice, pa tudi dosegel 5. stopnjo inovacije na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije. Tako da to še vedno uporabljam vsako leto, dijaki pa se hecajo, da jih to spominja na horoskop, v resnici pa so zadaj znanstvene raziskave. Zelo odmevna inštalacija, ki ima zopet področje umetne inteligence v ozadju, je slikanje z mislimi. Gre za kapo, ki ima 8 elektrod. Vi si samo zamislite eno izmed teh kreten in potem, ker se v ozadju odvija algoritem klasifikacije, lahko na digitalno platno naslikate in tako smo leta 2020 dobili zlato priznanje, se uvrstili tudi na nacionalni izbor in dobili posebno priznanje za inovacijski izziv, ob bok seveda drugim družbam, gospodarstvu, tako da smo postali prva šola v Sloveniji, ki je dobila priznanje na področju gospodarstva. Potem seveda uvajanje teh vsebin, namreč na naši šoli že leta 2018 imamo v okviru odprtega kurikula predmet Uvod v umetno inteligenco, kjer dijaki spoznavajo podatkovno rudarjenje, bolj natančno uporabljamo orodje Orange, slovensko orodje, in dijaki potem seveda podatke analizirajo, zgradijo znanje in potem lahko uporabijo za različne aplikacije. Tudi to je bilo prepoznano in sem dobil srebrno inovacijo. Tisto pa, kar bo bolj zanimivo, je to, da smo leta 2019 pravilno napovedali zmagovalca Eurosonga. Če pogledamo recimo polfinalni večer, vidimo, da smo vseh 10 držav pravilno napovedali, stavnice so se zmotile pri eni državi in tudi zmagovalca smo pravilno napovedali. Drži sicer, da je en dijak celo stavil, kljub temu, da sem mu skoraj prepovedal, da ne bi starši prišli v šolo, ampak je precej denarja zaslužil. Ampak vidite, kaj vse se da. Seveda pa tisto, kar smo še dodatno ponosni ali pa veseli, je ravno to, da tisti večer, ko je bil finale Eurosonga, so naši fanti to gledali, kljub temu, da nikoli niso spremljali Eurosonga. Tako da smo tudi premaknili v glavah, kar se tega tiče. Sicer je tu kronološki pregled še za oris, kako izvajamo področje umetne inteligence na naši šoli. Torej, začeli smo že 2014, kar pomeni 10. leto, imamo obletnico, kar se tega tiče, potem seveda učno okolje, pa vzorci, izvajanje strokovnega modula, no in v lanskem koledarskem letu smo na konferenci TRI, kjer ste bili tudi nekateri vi prisotni, predvajali prvi slovenski valček, narejen s pomočjo umetne inteligence, kjer v bistvu melodija temelji na slovenski ljudski glasbi, dodali smo še nekaj not Avsenikov, uporabili pa smo algoritme, ki so bili pred letom 2019, kar pomeni, da smo statistično obdelali note. Po domače rečeno, imamo 2 noti in potem smo napovedali, katera bo 3. nota.
Če pa bi uporabili algoritme, ki so danes popularni na področju ChatGPT-ja, potem pa se pogovarjamo resno o avtorskih pravicah in kršenju le-teh. Tako da dan današnje raje ne upam kaj podobnega narediti. Sicer pa v tem šolskem letu poteka projekt Dr. Uki AI, Dr. Uki je moj vzdevek, in sicer dijak je naredil neke vrste svoj tutorski sistem s pomočjo ChatGPT-ja, ni skrivnost, in sicer potem dijaki lahko postavljajo ukaze in jih moj digitalni dvojček, pretvorjen v ChatGPT, uči programiranje. Tako da to sedaj dijak zaključuje v okviru zaključne naloge. In še en projekt, kjer sem se povezal z našo kemičarko, profesorico kemije in tudi gimnazijo Ledina, in naredili smo karte, družabno igro, kjer dijaki se kartajo, učijo kemije, ampak v ozadju smo uporabili umetno inteligenco, v tem primeru Stable Diffusion, da smo generirali elemente in kemijske spojine, in seveda, ker je zelo podobno Pokemonom, in če želijo, da bodo dobili te močnejše pošasti, morajo 2 vodika in 1 kisik združiti, da dobimo vodo. In na tak način se nezavedno učijo kemije in tudi ozavestijo, ker so karte recimo pri kisiku in vodiku modre barve, da sodijo v skupino nekovin, in tudi na tak način se učijo in vidijo, da je kemija pomembna. Lahko pa imajo kot preprosto družabno igro, brez da bi se karkoli ukvarjali s kemijo. No, in tisto, kar je namenjeno to predavanje in delavnica, in sicer uporaba umetne inteligence kot neke vrste asistent in tutor za kombiniran način poučevanja. In zato, da ne bom samo predaval, pa da mogoče malo kognitivno spodbudim vaše razmišljanje, bom povedal eno zgodbo, ki jo bom prebral, pa me zanima, če znate ugotoviti, za katero zgodbo gre, oziroma kaj naj bi to predstavljalo. Torej, v majhnem čarobnem vrtu, kjer so rasle vse mogoče vrste rož, je ostala ena posebna roža. Bila je drugačna od vseh ostalih, medtem ko so druge rože cvetele zgodaj spomladi, je ta roža počakala do poletja, da je pokazala svoje čudovite cvetove. Že kakšna ideja? Ne? Lahko dam namig. Osnova za to besedilo, za to pravljico je pesem, slovenska pesem. Lahko gremo naprej. Potem v vrtu je živel tudi mladenič po imenu Luka, vsak dan je hodil po vrtu in občudoval rože. Toda ta pozno cveteča roža mu je bila najljubša. Kljub temu, da je bila obdana s pisanimi cvetovi, se mu je zdela posebna in lepša od vseh drugih. Imamo idejo? Ne, gremo naprej, mogoče še kak namig. Dobro ugotavljanje, Mali princ je najbolj pogosto vprašanje, ampak ni, ker je slovenska pesem bila navdih za to zgodbo. Luka je sanjal o tem, da bi nekega dne nežno utrgal to rožo in jo dal svoji najboljši prijateljici Ani. Vedel je, da bi bila roža v njenih rokah še lepša. Ne, tlej malo zavajajoče, pa naj vas Luka in Ana ne zmedeta, ker to je najbolj pogosto generirano ime, recimo pri ChatGPT-ju, če mora generirati like. Vsako noč je sanjal o tej roži in si želel, da bi bila vedno njegova. Tudi Vlado Kreslini, pa verjetno namesto koga roža cveti, ne, ni ta pesem. Potem vendar je tu vedel, da bodo rože nekoč ovenile. Ni si želel, da bi njegova najljubša roža ovenela, še preden bi imel priložnost deliti njeno lepoto z Ano. Zato je sklenil načrt. Spremljate tudi slike, ki so bile generirane s pomočjo umetne inteligence in tudi mene vidite, kako se mi je umetna inteligenca predstavljala. Ko je prišel čas, da roža doseže svoj najlepši trenutek, je Luka nežno odtrgal cvet in ga dal Ani. Že kakšna ideja? Ne? Pa vas se ne bom matral, lahko si še do konca preberemo. Ana je bila presrečna in roža v njenih rokah zasijala še bolj, skupaj sta občudovala njeno lepoto in se veselila trenutka, ki sta ga delila. Ne? In tako je v tem čarobnem vrtu roža, ki je cvetela pozno, prinesla veselje dvema srcema in ustvarila spomine, ki jih nista nikoli pozabila.
A imamo v naši zakladnici slovenske glasbe kakšno pesem, ki govori o pozno dehtečem cvetu? Ne, ne. Zdaj pa rešitev. In sicer Ti moja rožica. Ja. Ampak to je bil kot inspiracija, na podlagi katerega je bila naša zgodba zgenerirana, pa tudi slike, ki ste jih videli, smo se lepo sprehodili skozi celotni travnik. No, v tem šolskem letu, ker moramo predpostaviti, da naj bi vsi uporabili umetno inteligenco dijaki pri svojem delu, sem dal to prosojnico. Spoznavali smo pri predmetu Uvod v računalništvo zgodovino računalnika, in sicer gre za računalnik Elektronikon Z1. In tu vidite naštete vse specifikacije tega računalnika, celo njegovo ilustracijo, pa na koncu kot zanimivost je oddajal melodijo klasične glasbe. In domačo nalogo sem dal dijakom, in sicer, da naj naslednjo uro me presenetijo z neko zanimivostjo, ki predpostavi, da še ne vem o tem računalniku. Seveda pride naslednji dan, idem v nekaj in vprašam, ali ste naredili domačo nalogo, smo itak. No, presenetite me. In kaj bi odgovor? Nič novega nismo našli. In seveda sem dobil takoj povratno informacijo, da nalogo ni rešil niti eden v razredu. Zakaj? Ker je to naredila umetna inteligenca, ChatGPT je zgeneriral besedilo tega fiktivnega računalnika, sliko pa sem uporabil neko drugo orodje, da sem zgeneriral. In kaj je sledilo? Dijaki so vzeli rdeč kuli, prečrtali in niso mogli dojeti, zakaj so 1 minuto prepisovali o računalniku, ki ne obstaja. To je pa bila v bistvu tudi lekcija s tem vidikom, da morajo dvomiti ne samo v učiteljevo delo, da preverijo, pa se kaj novega naučijo, ampak tudi vse, kar nas obdaja. Ker danes se da zelo hitro zmanipulirati. Če malo pobrskate na mojem YouTube kanalu, boste celo našli 3 pesmi, oziroma 3 kompilacije slovenskih pesmi, na katerih pojem, ampak v resnici nisem odpel niti enega glasu. Bral sem 1 uro, 20 ur je umetna inteligenca moj glas študirala in potem lahko v 1 minuti na katerokoli glasbo dam moj glas v kateremkoli jeziku. Tako da danes se da to narediti. Veste, da prihajajo volitve, tako evropske kot ameriške, in se bojim, v kakšno smer bodo šle, glede to, da se da danes zmanipulirati marsikaj. Še en primer, 2 tedna star, z dijaki smo se pogovarjali o fotografiji in seveda razvoju fotografije, in tu vidite prvi sebek, in sicer 5 možakarjev, kako seveda drži kamero in se fotografira. Šele po 5-6 minutah pogovora je roka se ena dvignila in pa vprašala, profesor, pa so res ne tukaj tanke kamere takrat? In seveda sem povedal, da gre za zopet 2 sliki, ki jih je zgenerirala umetna inteligenca, ker so bile kamere nekoliko drugačne in niso bile tako prenosljive, kot danes vidimo. No, in današnja delavnica je namenjena uporabi velikih jezikovnih modelov, samo eno orodje si bomo pogledali, pa vidite cel kup neštetih, in to je dejansko že zastarel seznam, ker danes vsak dan nastanejo nova orodja, specializirana za različna področja, seveda ChatGPT pa je komercialno najbolj promovirano orodje. Seveda obstaja brezplačna verzija 3.5, jo imate na telefonu, jo uporabljate? Ne? Tukaj da malo vidim glede delavnice, koliko bi vas matral, da bi zdaj z njimi počeli, lahko pa tudi jaz kar kažem zadevo, pa bomo bolj poenostavili. No, seveda pa obstaja tudi plačljiva, in se veste, več denarja, več muzike, več tudi omogoča. Bi pa na tem mestu tudi poudaril to, da glede na to, da uporabljamo lahko in brezplačne in plačljiva orodja, da na tak način lahko mi družbo še dodatno razslojimo. In če si nekdo ne more privoščiti vsa ta orodja, potem veste, kje smo. Prej dr. Flogi lepo povedal, da v resnici imamo vsa ta orodja, če jih ne uporabljamo, nismo več konkurenčni, ker s temi orodji lahko pohitrimo sam proces, bodisi izdelave, programiranja in tako naprej, in zato se včasih dela škoda.
Zdaj, torej imel sem sicer namen, da bi preskočili, da gremo kar direkt na delavnico, ampak mogoče, da si predstavljate, kako deluje orodje ChatGPT. Vidim, da sem se zatipkal, pa vendar. Dal sem mu navodilo, napiši preprosto obnovo Visoške kronike. In tu vidite besedilo, da gre za roman, da ga je napisal naš slovenski pisatelj Drago Jančar. Vidite, da se dogaja zgodba z grofom, ki obišče vašo cerkev, odkrije freske in tako naprej. In smo dobili povratno informacijo, kaj je Visoška kronika. Vi tako poznate in vidite, da to vse drži in da lahko uporabljamo za naše vsakodnevne dneve. Je res? Ne, drži. Torej, Ivan Tavčar je v resnici avtor. In seveda, vi se lahko s tem orodjem pogovarjate in tako sem tudi napisal. Zgornje besedilo ima precej napak, popravi ga in napiši na novo. Vedno boste dobili opravičilo, tudi jaz sem ga dobil, in sicer oprostite za napake v prvotnem povzetku. Vidite pa, da še vedno vztraja, da je bil Drago Jančar avtor tega. Se pa je zgodba spremenila. Imamo Regino, ki je postala grofica, in imamo tudi župnika, ki nastopa v tej zgodbi. In seveda, če mi nimamo ozadja, če mi nimamo globine z tega področja, bomo slepo verjeli tehnologiji, copy-paste in imamo nalogo narejeno. In seveda so nekatere kolegice, slovenistke, ki so hitro to ugotovile pri recimo domačem branju, pri povzetkih, so se smejale, ampak po drugi strani pa to žalostno, slepo verjamemo v tehnologiji, v resnici pa sploh ne vemo, da ta tehnologija ni namenjena temu, da nam da znanje, ampak da nam da besedilo. In seveda sem vztrajal in sem napisal, da naj popravi in da je Visoško kroniko napisal Ivan Tavčar. In seveda ponovno se je opravičil, povedal je, da je res napisal Ivan Tavčar, da se zgodba odvija v srednjem veku, natančneje v 17. stoletju, v okolici gradu Visoko, v Poljanski dolini, zaenkrat še gre, potem pa glavna protagonistka je Ana, spet Ana, torej ni pa Agata, ki bi morala biti, ampak vidite, da je glavni lik Ana, ki je hčerka graditelja Jurija Visoškega, tako da zopet govorimo o neki izmišljotini, če lahko tako rečem, tega besedila. Ampak po drugi strani pa lahko vidimo, da so te stavki uporabni, da so tudi kar bogati, kar se tiče besedotvorja, tako pomeni, da bi lahko ta tekst res uporabili in nadomestili s pravimi podatki. In imamo besedilo zelo hitro narejeno. Tu je še en primer, kako sem pesem spremenil v nekaj drugega, in sicer gre za našo zasavsko pesem Ko so lipe cvetele, skupine Orlek, in sem dal navodilo, da naj, ko sem dal seveda to pesem notri, glede na pesem napiše 5 ključnih misli. In smo dobili sanje in načrte skupne prihodnosti, občutek ljubezni in romantike, prekinitev zaradi nepričakovane osebe, to drži, ker noter je prišel en gospod z BMW-jem, pa je z njim odšla, potem spreminjanje čustvenega stanja in lepota narave in menevanja časa. Kar pomeni, da lahko na tak način vi zadevo izluščite in se lahko uporabite za karkoli drugega. Tukaj sem še povečal, ampak vse sem vam prebral vseh 5 ključnih misli. Potem recimo še en primer, glede na pesem mi napiši 5 pregovorov in sem dobil ljubezen je slepa, lepa beseda lepo mesto najde, kjer je dim, je tudi ogenj, ne obljubljaj rajskih vrtov, dokler nisi prepričan, da jih lahko zagotoviš, in pa človek snuje, Bog pa odloča. Kaj pravite? Dobro, ne? In v resnici lahko na tak način tudi za neke vrste viharjenje možganov uporabite zadevo. Lahko povem, da smo se hecali na enem sestanku na CPI-ju in sicer, da tole lahko zelo hitro generiramo besedila, zagotovo pa ne moremo zgenerirati katalogov znanja, ampak če damo poklicni standard in povemo, kakšen je katalog znanja primer, lahko zelo dobre cilje zapiše in celo ve, kaj so informativni cilji. Tako da je res wow za videti, kaj zmore in kaj zna. Res pa je, če imate dobro navodilo, bo dober tudi odgovor.
Tudi to, ja. 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 Lahko tudi povem kot zanimivost, da ne bom samo predaval, da sem bil vabljen na gimnazijo v Trbovljah in smo imeli temo vrsta umetna inteligenca v sodstvu. In so me prosili, če bi lahko dal neko sodbo, ki bi jo umetna inteligenca naredila, in sem seveda razmišljal, da ne bi dal realnih človeških sodb, da dam zgodbo o 3 prašičkih in potem sem dal primer slovenske sodbe, ki pač so javno dostopne, tiste, ki so, in na podlagi tega naj napiše sodbo. In najbolj zanimivo je to, da je bil obsojen prvi prašiček. In sicer, ker je iz malomarnosti zgradil hišo. Če bi bil vešč, bi jo zgradil iz zidakov, ker pa iz malomarnosti uporabil slamo in šparal na materialu, pa je sam kriv, da ga je volk napadel. Tako da zanimivo, kaj in na kakšen način je zadeva bila interpretirana. In tudi mi smo se potem nekako vprašali, v bistvu mi imamo zagotovo vedno v podzavesti, volk je kriv, ampak dobimo še nek drug pogled. Tu vidite primer, ne bom bral, gre pa za generiranje na podlagi zgodbe, in sicer za Ko so lipe cvetele, da naredi 8 ilustracij. In za vsako ilustracijo potem lahko vi ta tekst uporabite in se zgenerira besedilo. Ali pa recimo, da hočete narediti spletno stran in imate besedilo projekta in da naj vam naredi 7 ključnih besed, zato da bo Google iskalnik optimalno poiskal in našel vaše zadeve na spletu, mu rečete, glede na zgodbo, ki jo potem copy-pastate lepo noter v prompt in napiši 7 ključnih besed in ugotovimo, da v pesmi Ko so lipe cvetele je ljubezen, izguba, sanje, izdaja, žalost, nauk in nov začetek. Vse to se notri najde. Lahko celo predlagamo, da naj predlaga hudomušne predloge za generiranje recimo naslova te zgodbe in predlaga BMW, bajte in bolečina, Janova iskalna odisijada ali pa zgodba o Janu, Ani in prekletstvu neprestanega mobija ali pa tisto, kar mi je še bolj hudomušno, ljubezenske limonade pod lipami in mislim, da je zdaj pa ne vem, kaj te piše, ampak gre za Janovo preizkušnjo, ampak mislim, da gre za Anino prevaro. No, imate pa še primer, če bi delali grozljivko iz te zgodbe in tudi vidite krvave lipe, šepetajoče sence ali pa prekletstvo črnega BMW-ja, tako da vse to se nekako najde v tem besedilu. Preden gremo na bolj eksperimentalni del, ker bom pokazal par primerov, pa še misel, ki pa je človeška, da cilj civilizacije ni napredek znanosti in strojev, ampak človeka. In zato se mi zdi pomembno, da se tako mi učitelji izobrazimo glede tega področja in tam se zadnje, da tudi mi dijake opremimo s tem znanjem. Prvič zato, da znajo ta orodja uporabiti, drugič pa zato, da potem so res konkurenčni na trgu dela. In en primer, kako uporabljam pri pouku, pri programiranju, ker seveda oni to uporabljajo za generiranje kode, dam tudi potem pri pisnem znanja nalogo, da je koda zgenerirana, pa morajo odpraviti napake, da jo morajo interpretirati, da jo morajo razložiti. Ker navsezadnje, ko bojo oni programirali v podjetju, bodo uporabili to orodje, in če ne bodo imeli temeljnih znanj in ne bodo razumeli kode, ki jo imajo pred seboj, recimo od kolega ali pa umetne inteligence, potem bojo samo neke vrste pisari, ne pa inovatorji in kreativci. In zato se mi zdi pomembno, da tudi razumejo tuje delo, če že uporabljajo umetno inteligenco, da zadevo izboljšajo. A je kakšno vprašanje iz publike? Ne? Mogoče na chatu? Ne. Ok. Potem bomo šli pa na orodje. Tu vidite primer orodja, in sicer ChatGPT-ja, samo da še si naredim držalo, ker enoročno pa še nisem tipkal in držal mikrofon v rokah. Ok, super. No pa dajmo za primer ravno zgodbico o 3 prašičkih, da si pogledamo, na kakšen način lahko mi to uporabimo. 3 prašički. Wikivir jo bo navedel, vidim, da bom kar to miško uporabil, pa bo boljše
takole, Wikivir je tukaj. No in potem vedno nekako svetujem, da ko daste neko besedilo, da mu poveste, preberi spodnje besedilo, ko prebereš, napiši OK. In s tem dam čas, seveda to je zelo hitro v resnici, da besedilo prebere in si ga zapomni. Ok, smo prebrali, ne? In zdaj lahko rečemo, napiši povzetek, primeren za znanstveno revijo. In dobimo takoj povratna informacija in recimo, kot vidite, je kar precej zapisano. Zdaj, vedno se morate vprašati, kaj so podatki v ozadju, kaj je glede avtorskih pravic, ali gre za vnaprej določeno plagiatorstvo, ker veste, da določena gradiva so avtorsko zaščitena, tako da morate si pač preveriti, ali lahko sploh to naredite. Potem recimo, če uporabljate orodje za generiranje slik, kot sem tudi sam, preverite licence, določena orodja lahko uporabite samo za nekomercialno rabo, medtem ko morate druga potem lahko doplačate in potem tudi za komercialno rabo uporabljate te besedile. Ampak, kot vidite, celotna zgodba, ki je v ozadju, je res konkreten povzetek, še preveč, kot sem pričakoval, mislil sem, da bo samo en odstavek, ampak imate res nekaj vrste povzetek v bolj... Samo eden? Ja. No, to je super. To je super, da si povedal, in sicer, da vedno, ko bi ponovili isto aktivnost, vedno dobite drugačen odgovor. Ker velikokrat me vprašajo, še posebej z področja generiranja slik, ali lahko umetna inteligenca v danem trenutku izmeri počutje in naredi sliko. In potem dobimo vedno isto sliko in seveda odgovor je ne. Razen, če isto sliko obdelujemo, želimo kaj popraviti in na tak način potem izdelujemo. Lahko pa naredimo tudi recimo nalogo, če imamo kombiniran pouk. In sicer napiši preprosto vprašanje in ki ima, bom lepše takole napisal, ki ima 4 odgovore. Zapiši tudi rešitev. Takole, nisem vešč tega prenosnika, ampak se bo. No in dobimo vprašanje, kateri material je tretji prašiček uporabil za gradnjo svoje hiše, v pravljici Trije prašički. In vidimo naštete odgovore in potem pravilni odgovor je opeka. Lahko celo rečemo, napiši zahtevnejše vprašanje, ki sodi v višjo taksonomsko stopnjo. Zdaj vidimo, kaj bomo dobili. Tukaj pa imamo, kako v pravljici Trije prašički različne izbire materialov za gradnjo hiš simbolizirajo različne pristope k reševanju problemov in kakšne so posledice teh izbir. Tole je pa kar konkretno vprašanje. Vidimo, da so vprašanja zelo dolga. Glede, da je A tako dolgo, je A pravilni odgovor, da vidimo, če to res. Namreč, ko smo se lotili sestavljanja poklicne mature, so rekli, da moramo tudi gledati, da so vprašanja približno enako dolga, ker sicer bojo kandidati avtomatsko najdaljšega, ker je pravilen in celo prav imamo tudi pri umetni inteligenci. Tako da, ja. Lahko tudi rečemo, želim narediti spletno stran. Želim narediti spletno stran. Napiši ogrodje spletne strani, da ima takole, čisto. In boste celo dobili neke vrste ogrodja. Res je, da ta spletna stran, ki bo se zgenerirali, ni tako uporabna, pa vendar za nekoga, ki je začetnik z področja oblikovanja in razvijanja spletnih aplikacij, zadeva lahko zelo hitro dobite in uporabite in jo izboljšate. Tako da se marsikaj.
narediti. Velikokrat umetno inteligenco na tak način tudi uporabljam pri pouku in sicer se pogovarjam s ChatGPT-jem ali pa z Bardom ali pa z Bingom, tako da dijaki spremljajo, kaj mu pišem in kaj dobim v odgovor. In včasih celo potem kar tisto, kar dobim iz tega orodja, če seveda jaz ocenim, da je strokovno pravilno, rečem, lahko to zapišete v zvezek. A ne? Res pa je, da če smo do letos jeseni morali učitelji računalništva programiranja preverjati, ali je bila naloga najdena na Stack Overflow, moramo zdaj preverjati, če je bila naloga narejena s pomočjo ChatGPT-ja. Ker niti več ne poznajo za spletno stran Stack Overflow, kjer so večinoma rešeni vsi računalniški izzivi, a ne? Ampak v resnici oni nalogo lepo skopirajo in reši ChatGPT ali pa Bing, sem večinoma, ker ChatGPT uporabljajo in seveda potem rečejo, to sem pa jaz avtor te naloge, ampak takoj prepoznam, da jih teh ukazov nisem učil. A ne? Tako da, ja, je tudi treba to preveriti. Kako vprašanje? Zdaj, ker imam štirko, lahko tudi rečem, nariši sliko, ki bo krasila naslovnico pravljice. In seveda z nekaj sekundam dobim sliko. Ta slika je narejena z orodjem DALL-E, ki je v ozadju, in to sliko lahko uporabljate za nekomercialno rabo. Tako da ne morete potem to uporabljati za vašo knjigo v resnici. Ampak da vidimo, kaj bo naslikalo. No, pa smo jo dobili. A ne? Tako da včasih smo šokirani. Lahko celo rečemo, nariši sliko, ki naj bo grozljiva. Pa dajmo z enega tako. In boste videli, da bo zopet narisal 3 prašičke, ki pa bodo nekoliko drugačni. Sicer v kakem stilu ne vem, ker v ozadju je tudi random, ravno z tega vidika, da je vedno nova slika, ampak na tak način lahko vi zelo hitro zgenerirate oziroma si naredite nekaj hitrih stvari. Ok, eno hišo imamo, ni nobenih prašičev, ampak je pa grozljiva. Zdaj, res pa je, da mogoče sem jaz naredil napako. In sicer nariši sliko glede na zgornje, zdaj zgori, glede na zgornje besedilo, pa onda v piko, slika naj bo grozljiva, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ko sem vprašal ChatGPT, naj mi da nasvete, namreč lahko vam celo da nasvete, kako se pišejo prompti, ukazi, sicer se še vedno išče prava slovenska beseda za izraz prompt, je tudi eden izmed namigov, da naj dam pametno vprašanje, da dobim pameten odgovor. Tako da bomo videli, kaj bo sedaj. Tako je, pa samo en opravek mora biti, ja. Zdaj sem dal konkretno, da mora zgornje besedilo interpretirati in da naj bo grozljiva. Mislim, da je obletnica odrasle šole in za sestre v 60-ih, 70-ih, počila sestra, ChatGPT zgledala. Ja, to je tudi taka lušna zadeva. Ja. Saj lahko povem, da ko sem postal učitelj leta, pa s tem slovenski predstavnik na Global Teacher Prize, sem nekako hotel imeti pač moško obleko, formalno obleko, s slovenskimi vzorci, tudi imamo Miss Universe pa Miss sveta, in predstavljamo z nacionalnimi oblekami in seveda mi nimamo uradne formalne moške obleke, imamo nacionalno narodno nošo, ampak ni isto. Ga je malo zmedel in je obupal. No, hočem pa to povedati, da sem s pomočjo umetne inteligence to zgeneriral. Prvi poskusi so bili zelo šekasti, z ogromno vzorca, medtem ko druga verzija, kjer sem pa dal navodilo, da naj recimo uporabi blagovno znamko Hugo Boss, pa so bili zelo prepričljivi rezultati in zadevo sem celo potem sfotoshopiral, dal svoj obraz gor
in objavil na Facebooku. In potem, ko je prišel v Pariz in sem šel res Slovenijo predstavljati v Parizu, so učitelji tujih držav pričakovali mene v beli obleki z rdečimi našitki, ampak sem povedal, da pač nisem dal tega razvid, ker sem vmes mislil, da bo odpadlo prvenstvo oziroma tekmovanje za učitelje. Ok, tle je bila napaka, verjetno ga je zmedel, ker smo vmes tudi prekinili celotno zadevo. Sicer pa lahko date karkoli, lahko celo date članek iz 24 ur, pa naredi povzetek. Lahko date nek dokument, ki je dolg, suhoparen, pa vam tudi naredi povzetek. Lahko vam primerja različne zadeve, seveda v plačljivi verziji date lahko celo podatke in vam potem zgenerira vročitveni drevo, recimo primer, če hočete napovedati Eurosong in take zadeve. Seveda so zadeve res bolj preproste v smislu te, kar dobite kot povratno informacijo, povratni odgovor, ampak je pa nek začetek za raziskovanje in preiskovanje. Lahko pa rečem, da dam neko drugo zgodbo, pa da začnemo od praznega. Imate kako idejo za kako pesem? Še enkrat. Ok. Modrijani, ti moja rožica, čeprav mislim, da je samo ti moja rožica originalno, ampak se bo najdu besedilo. Sicer pač je avtorsko besedilo, ampak recimo, da ga uporabimo za naše delo. Ponovno, v znanstvene, ja. Preberi spodnjo pesem, ko prebereš, napiši. Ok, torej začasno shranimo besedilo, takole, in jo je prebral, in bi želeli kar sliko, da naredi, da vidimo. Ok, nariši grozljivo sliko, glede na zgornje besedilo. Za kakšne namene pa sebi uporabljate ChatGPT? Aha, ok, v redu. Pa imaš plačljivo? Kakšno varianto, zdaj mi povedal kombinirano učenje, vse elemente, sami iznašla spet 5 onih naštenih. Ja. No, to vidite grozljivo sliko o rožicah in v enem dekletu. Malo povečana, tako da vidite še to. Sicer za generiranje slik, seveda boljša resolucija je trenutno Midjourney, en prednjači, tudi komercialno najbolj promoviran, jih pa je res ogromno in danes lahko zelo hitro dobite res kakovostne slike. Seveda pa vsi komaj čakamo za orodje Sora, ker mislim, da še ni javno na voljo. Sora je pa namenjeno temu, da vi napišete besedilo in dobite ven tekst. Tako da, video dobite in lahko že na hitrico dobite prepričljiv video posnetek. Ok, dajmo primer, da boste videli, kako napišemo zgodbo. Pesem, ki si jo prebral, pretvori v zgodbo. Tako da vidite tudi realno, kako bi vi lahko karkoli predrugačili. Torej, v majhnem odmaknjenem vrtu, danem z visokimi starimi zidovi, je cvetel poseben cvet. Vidite, da je bil spet zadnji cvet poletja, ki je kljub bližajoči se jeseni še vedno vztrajal v svoji lepoti, obdan s pisanim cvetjem. Tukaj imamo moškega po imenu Aleksander, bil je umetnik in vidimo, da je bil poln strasti, kako pak, če je napisal pesem, ampak ja, na takšen način, da jaz čakam, če bo mogoče celo ime dekleta, ker je najbolj pogosto Ana, ampak verjetno tokrat tega ne bomo dobili. In imamo celo zgodbo. In vidimo, da ima celo take konkretne besedne zveze kot utelešenje cveta, ki bi želel z njim deliti sporočilo.
No, ta misel mi je všeč. Prava ljubezen in lepota ne uveneta, čeprav fizične forme propadajo. Taka globoka, a ne? Ampak zdaj vidimo, da je zgodba kar dolga, a ne, in za naše dijake predolga, a ne, ker ni povzetek v enem odstavku in mu rečemo, napiši povzetek v enem odstavku. In zelo hitro lahko dobimo nekaj sporočila, kaj vse noter najde, kaj se mu zdi smiselno, na kakšen način lahko mi zadevo tudi izboljšamo. Ne, lahko pa gremo v druge sfere, pa rečemo, želimo narediti izobraževalni, zdaj bom hrtel, se enter pritisnil. Sem imel slabe namene, pa izobraževalni program, že je tle gor, izobraževalni program, glede na zgornjo pesem. Da vidimo, kaj bo. Ne? Na tak način, potem, ker greste ven iz okvirjev, boste hitro videli, da lahko tudi res uporabljate za različne inovativne ideje in včasih ste šokirani. Vidimo pa, da gre za celovit kurikulum, ki se osredotoča na literaturo, umetnost, čustveno izražanje in filozofijo. Program bi bil namenjen srednješolskim ali univerzitetnim študentom, lahko bi ga prilagodili tudi za mlajše starostne skupine ali izobraževanje odraslih. Tukaj pa je osnutek programa. A ne? Na tak način lahko vi ugotovite, to je bil tudi namen delavnice, da vi isto učno snov, ki jo date v orodju, lahko personalizirate posamezno razlago. In v resnici vsak, ki se pogovarja s tem orodjem, lahko se damo neko predpozicijo, da naj razloži na bolj preprost način, naj razloži na nivoju 5-letnega otroka ali pa gibalno ovirane osebe in tako naprej. In lahko mi v resnici personaliziramo razlago. Res pa je, da če mi damo repozitorij našega besedila, potem lahko to delamo. Če pa delamo s tovrstnim orodjem, ker je celoten splet notri, pa se treba zavedati, da je v zadju tudi cenzura. A ne? In zopet, odvisno je, do katerih vsebin sploh dostopamo. A ne? Tako da, recimo primer 6 modulov, ki bi jih lahko imeli, torej uvod v poezijo, umetnost in vizualna interpretacija, čustveno izražanje, filozofija in projektno delo. Ne? Pa kar nekatere zadeve bi lahko bile celo uporabne. Ampak ja, na tak način lahko vi zadevo tudi naredite. Ja, da se, tudi v novih se da, ampak ne vso, da pa se, recimo lahko dam en primer, da sem želel uporabiti to orodje, da naj mi naredi note za slovensko polko, seveda v MXML formatu, kar pač generira tekst, ne, torej Music XML format, in je povedal, da on tega ne more narediti, ker ni ustvarjalen. Sem še vztrajal, nisem dobil, potem sem mu podal navodilo, napiši mi preprost primer .mxml datoteke, dobim nek format, ena nota je bila noter in rečem, no, zdaj pa to datoteko spremeni in naj bo v stilu polke. In je naredil, brez da bi se karkoli pritoževal. Sicer nismo dobili polke, smo dobili pa 4 note, ki bi lahko sodile v našo slovensko ljudsko glasbo, glede na to, da so bile v duru zapisane. Ampak, okej. Tako da, marsikaj se da narediti. Samo res na prav način je treba zadevo interpretirati in jo spremeniti. Res pa je, da potem se lahko vprašamo, ali mi delamo z dijaki v resnici res ustvarjalce ali nekdo, ki bo goljufal na tak način. Ampak sam vedno rečem, če jaz naredim neko poročilo, recimo zaključna naloga, in potem uporabim to orodje, da mi naredi povzetek mojega avtorskega dela, ne vidim problema v tem. Če pa uporabim za celotno zadevo, potem so pa lahko resne posledice avtorske. Saj že takoj učitelji prepoznamo, da so mogoče noter halucinacije, v smislu, da so neke zadeve, ki sploh ne sodijo notri,
pa še več kandidatov tega sploh ne zna interpretirati pa razložiti pri zagovoru, a ne? Tako da se hitro da videti, da je bila zadeva narejena. Ja, uporabljajo, čeprav... Ja, podobna. Ker mislim, da je celo podoben algoritem, da je v ozadju uporabljen, ker vsi ti orodje, ko so recimo Bing, pa ChatGPT, uporabljata model GPT. Torej ChatGPT je orodje, model je pa GPT. In to večinoma isto uporabljajo, vprašanje je samo, kaj je začetno besedilo, začetni repozitorij. In potem tekmujejo, kdo ima več teksta, kdo ima lahko daljše prompte za pisanja in tako naprej. Ampak v smislu, ti modeli so si zelo podobni v resnici. Je pa res, da tudi tekmujejo, pač Google s svojim, Facebook s svojim, in danes bojo tekmovali, kdo da boljše, bolj unikatne, pa seveda kdo ima več podatkov, da potem lahko zadevo uporabite. Res pa je, da na nek način lahko vi to tudi uporabite, da začnete preiskovati v smislu neke nove zadeve, ampak v tem primeru, ko damo neko novo temo, recimo, ne vem, da me zanima psihologija, lahko dobite neke znanstvene članke, neko besedilo, ki sploh ni pravo, torej ni verodostojno. Medtem ko, če bi uporabili Bing Chat, ne bi bilo, ker ima dostop do spleta. Res je sicer, da obstaja tudi widget, znotraj ChatGPT-ja, ki ima dostop do spleta, vendar v osnovi temu pa ni tako namenjeno. Tako da spet treba se vprašati in seveda več, ko poznate, več veljate in več lahko uporabite za različne zadeve. Še kako vprašanje? Kje pa vi vidite prednosti ali pa slabosti umetne inteligence? Da nam sam jaz govoril. V Kopru se s tem srečujete? Ok, tudi dijaki uporabljajo, dobro. Aha, ok. Ja. Ja, vedno je treba preverjati, pa razumeti. Zdaj lahko dam en primer. Ja, v bistvu več učiteljevega dela je v resnici. Ja. Sej, zdaj, da ne bom izpadel ali samo všečen ali pa aroganten, ampak se tudi danes ali pa v teh dneh, če ste poslušali kakšen govor, se tudi iz govora ali pa nagovora hitro da sklepati, kdo je uporabil ChatGPT, ker so iste strukture ali pa isti vzorci. In tudi dan, ko jaz grem po kakih konferencah, hitro prepoznam, ChatGPT mu je govor sestavil, ni ga sam. In so točno določene besede noter. In pa se vprašamo, ali si res pohitrimo, hkrati pa v bistvu mi našo kreativnost uničujemo, ker če mi nič ne razmišljamo v smislu, da bom bil kreativno ustvarjalen, samo uporabljamo orodje, pa dobim produkt. Tako da treba je z roko v roki razmisliti tudi glede tega. Res pa je, če smo mi v enem kalupu, tu ni tega kalupa, je bolj odprt prostor, kaj dobimo, ker je v ozadju tudi random faktor, ravno zaradi šuma, ki je v ozadju, da dobite potem naključne vrednosti in naključne zadeve. Ampak ja, na tak način. Dejansko najprej treba nafilati svojo glavo z ogromno bazo, da v bistvu postaneš kritičen do vsega tega, kar ti nekaj sfilozofirala. Res je, ja. In seveda, če prezgodaj začneš tvojo glavo razvajati, nikoli ne prideš do tega, da bi dosegel kritično maso za presojo vseh neumnosti, ki ti lahko generirajo AI. Ja, točno to. Ja, verjetno, če so mladi, pač ne bojo nikoli začeli svojo glavo, če že Tako. Oziroma se jih ne usmerja, ali kakorkoli. Ja. Učitelj je pa na drugi strani, znate izobraževati, kjer je bolj prepoznal, da je to goljufijo. Točno to je problem, ja. Ker se pravi, danes se da hitro zmanipulirati, in ne potrebujete ene minute, ok, res je nekaj dela, ampak potem lahko vse v nadaljevanju generirate in ustvarjate besedila za pesmi, jaz lahko karkoli pojem, govorim, celo lahko z mojim glasom oponašam kak dialekt, brez težav,
gre, ne. Ker pač danes je to možno. Včeraj sem imel tudi predavanje v Trbovljah in je bilo vprašanje, ali umetno inteligenco dati otrokom in s tem nekako spodbujamo plagiatorstvo, ali dati stran, ne? In zopet, če mi jih naučimo kritične in etične rabe tehnologije, potem bomo mi res v resnici lahko uporabljali to tehnologijo. Če pa bomo samo za plagiatorstvo, da si olajšamo, veste pa, da smo ljudje bitja rutine pa lenobe, ne? Pa nastanejo hitri problemi. Ne? In zopet, če rečemo, da mi bomo zaprli dostop do določenih orodij umetne inteligence našim dijakom, potem nastane problem za druge državljane, izven Evrope. Ker veste, da Evropa ima regulacije in zopet Kitajci, Indijci in tako naprej, ki to uporabljajo, so zopet konkurenčno in so prednosti pred nami. In tu je zdaj ta tehnica, v katero smer zdravo seveda bomo nekako spreminjali pa potiskali ne samo našo družbo, ampak tudi našo prihodnost v resnici. Ker s tem, kar mi vzgajamo, oni bodo odločali v naši prihodnosti oziroma realnosti. In zato potem je treba tudi na tem razmisliti. Najbolj zanimivo je to, da dijaki, bom dal kar en primer, napiši kodo v jeziku Python, tle je Y, Python, in sicer za metodo, ki preveri, ali je niz palindrom. Zdaj verjetno vam je tole nekaterim tuje, kar sem zapisal. Palindrom je beseda, ki se prebere iz obeh smeri enako, neradodaren, naj bi bila ena daljših slovenskih besed, ki se prebere iz obeh smeri enako, ali pa stavek obilo solibo. Ampak želim pokazati, da dijaki napišejo kodo, jo znajo celo interpretirati, napiši program. Zdaj možno je zmedel, ker sem naprej pesem, ampak dobite takoj kodo zapisano v jeziku Python, recimo, da je primerna za njihovo stopnjo v šoli, bom dal raj novega, da dobite primer, ampak ko oni pridejo pred menoj in jim rečem, razloži mi kodo, jo ne znajo razložiti, ko jim pa pokažem, da lahko jaz to kodo v resnici interpretiram s pomočjo tega orodja, kar vam bom pokazal, seveda, če bom dobil kodo, pa potem lahko oni dobijo tudi razlago. Čeprav zdaj vidite, da v tem v novejši verziji dobite za vsak stavek celo razlago, komentar, kaj se dogaja v tej kodi. Ampak recimo, da je stvar prezahtevna za nas in lahko rečemo, kako bom zapisal, sem začetnik v programiranju, razloži kodo na enostaven primer, bom dal še takole primeren za osnovno šolo. In seveda, personaliziramo naše zahteve, torej ne dobimo toliko generičnega odgovora, ampak v resnici dobite povratno informacijo za vsak korak in celo vidite, zamisli si, da imaš škatlo s črkami in na tak didaktičen način razloži zadevo. In ko jaz to dijakom pokažem, so začudeni, da sploh niso pomislili, da bi jim pa on razložil. Zakaj? Ja, ker oni so se zadostili, da imamo samo odgovor pa rešitev. Zdaj, prej sem hotel omeniti, da smo tudi vse naloge poklicne mature dali ChatGPT-ju, da smo preverili, ali jih zna rešiti. In pri najbolj osnovni nalogi, in sicer, da je ugotovil izmed 4 števil, eno število je bilo dvojiško, eno je bilo 16-tiško, eno osmiško in eno 10-tiško, katero največje, ni znal ugotoviti, kljub temu, da zna izračunati pa preračunati. Potem, ko vse ostalo, ki so bile višje taksonomske stopnje, pa tudi vezane na stroko, torej teorijo, pa je znal pravilno odgovoriti. Tako da zanimivo, da pri najbolj, kako? Tudi mogoče zaradi halucinacije, ki pač je generičen lahko odgovor, ampak smo bili šokirani, da pri najbolj enostavnem je, ki je imel seveda na izbiro ABCD,
da ni šel skozi, medtem ko kar vse ostalo je pa pravilno rešil in zelo kvalitetno. Tudi recimo nalogo dopolni manjkajočo besedo je pravilno rešil. Tako da bi maturo dobro opravil računalništvo ChatGPT. No, in vidite res tako poglobljeno, preprosto razlago tega programa, ki je neka začetna računalniška naloga v svetu programiranja. A je mogoče kakšno vprašanje? Ni? Ni vprašanj. Pol bi mogel kolega, ki dela nadaljavo, ki angažirati publiko. Hecam se, en kolega je zbolel, ampak nadaljavo je koordinator, tako da pomaga glede tega. V publiki, kakšna dilema? Poskusite za domačo nalogo, kako besedilo. Na eni izmed okroglih miz, kjer smo govorili, smo bili v dveh delih. En del smo bili računalničarji, drugi del so bili družboslovci. In ko smo predstavljali vse trenutno, kar se dogaja na področju umetne inteligence in seveda tudi to orodje, so družboslovci se postavili pokonci in rekli, da to orodje je totalno neprimerno in da ne izpolnjuje njihovih kvalitet pisanja esejev in tako naprej, in da oni se ne bojijo, da bi dijaki to uporabili, ker pač je to neuporabno. Seveda sem prehiter se oglasil in sem pač rekel tej kolegici za domačo nalogo, da najda 10 najboljših esejev, ki jih je ocenila z oceno 5, da jih na tak način, kot sem vam pokazal, preberi spodnje besedilo, ChatGPT prebere. No in potem naj napiše nov esej glede na temo, ki jo da, in da bo presenečena, kako zna posnemati nek slog, ki ga damo, seveda. In seveda njen odgovor je bil, da ona je to že naredila in da ni bilo kvalitetno, pa sem rekel, niste, ker če bi bili presenečeni, kako dobro je narejeno. In isto poskusite vi, vaše področje pa uporabite pri svojem delu, ker ne potrebujete računalniškega znanja, da to naredite, ne? In lahko zelo hitro dobite neke povzetke in potem si olajšate. Res je celo, da obstajajo tudi orodja, ki preverjajo, ali ste uporabljali ChatGPT pri generiranju. Obstajajo. Ampak zopet vi lahko rečete njemu, da naj tako ne piše, da ne bodo ugotovili. Ne? Sicer pa najbolj pogosto najdete napake pri iskanjatvah, ali pa ustvarja neke besedile, neke besede, ki sploh ne obstajajo v slovenskem jeziku. No in tisto, kar sem hotel povedati, je pa to, da če mi damo nelektorirana besedila na spletu in seveda so to vzeli v repozitorij, potem tudi naučimo umetno inteligenco nepravilne oziroma slovnično oporečne besedne tvorbe, ne? In je lahko problem tudi to. Ne? Po drugi strani pa, če rečem, naj nariše Slovenijo, če rečem, da naj naredi Trbovlje, Novo mesto, Celje, je zelo, zelo velika verjetnost, da bo narisal neko vrsto mešanico Bleda in Bohinja. In kadarkoli je Slovenija, naj nariše nekaj slovenskega, skoraj vedno je Bled in Bohinj kot neka reprezentacija Slovenije. In tudi, ko sem dijakom pokazal božanstvo, pa superheroje, pa zlobneže, ki sem jih naredil s pomočjo umetne inteligence, vedno je v zadju Boh in Bled in tako naprej. Tako da, ja, je zanimiva tudi, kar se tega tiče. Seveda, zopet se vprašamo, koliko smo mi darovali spletu, koliko smo darovali mi teh vsebin, koliko smo mi prisotni. Morate pa tudi vedeti eno stvar, da za vsako akcijo, ki jo mi naredimo kot Slovenija ali pa Evropa proti gigantom, večja je verjetnost, da se oni proti nam obrnejo in zaprejo določena vrata. In zato smo potem tudi manj zanimivi, ali pa določene aplikacije pridejo z 1- ali pa 2-letno zamudo ravno zaradi raznih zadev, ki so se dogajale na politični ravni. Tako da tudi to se treba zavedati. Sicer pa danes lahko vi uporabite tehnologijo tudi zato, da damo eno sliko, pa dajmo Ivana Kobilica, Kofetarica, takole, njeno sliko, da vam še to pokažem. Pa recimo, da bom dal tole, ki je dostopna na Wikipediji. Takole, in jo bom shranil na namizje. Takole, namizje. Ok, se bo, če dam takole. In jo lahko naložim.
takole na mizje, tu jo imamo. Ok, zdaj seveda traja, super, fajna povezava. Napiši, kaj vidiš na sliki. Včeraj v Trbovljah sem dal primer Ane Dimnik, zelo pomembne gospe, njen odzivek je slovenska mati, namreč ona je bila tudi narodno ozaveščena in v času, ko so govorili nemško, uradno je bil nemški jezik, je ona prepovedala nemščino in so v njeni gostilni v Trbovljah govorili slovenski jezik. In tudi o njej je pisal Ivan Cankar. Urbana legenda pravi, da mater je zatajil, naj bi bila po njej napisana, ker je njen sin Izidor dejansko se sramoval svoje matere, ker je bila pač delavskega kmečkega stanu. On je pa želel biti malo meščan. Tako da, kot zanimivost. No, da vidimo. Na sliki je prikazana starejša ženska, ki drži skodelico in krožnik, morda uživa v skodelici čaja ali kave. Oblečena je v temna oblačila z belo ovratnico, ki izgleda kot tradicionalna oblačila iz preteklih stoletij. Njen obraz izraža veselje in zadovoljstvo, z rahlim nasmeškom in iskrivimi očmi. Lase ima urejene v bujni pričeski, ki obkroža njen obraz. Osvetlitev in barve slike dajo občutek topline in domačnosti, skodelica in krožnik imata preprost cvetlični vzorec, ki dodaja prikupen detajl njenemu sproščenemu trenutku uživanja, verjetno. In vidite, da še naprej lahko razbere, kaj vidi na sliki. In kje bi lahko to uporabili? Spet za personalizacijo, recimo, da imamo slabovidne osebe. In na tak način lahko bolj natančno poveste. In prejšnji petek sem predaval slabovidnim, gluhonemim in gluhim osebam. Povabila me je knjižnica in seveda jaz začnem lepo predavati, dam celo slike, ki sem vam pokazal, in potem se koordinatorica oglasi pa reče, veste, tudi slabovidni in slepi so prisotni, a lahko opišete, kaj vse je na prosojnici. In takrat sem pa prišel v zagato, koliko podrobno in kaj vse moram v resnici tudi povedati. In lahko bi kar uporabil ChatGPT, ki bi potem mi opisal, kaj vse je na sliki, in vidite, da bistveno več vidi, kot pa mi bi opazili. Marsikdo ne bi sploh opazil vzorca na skodelici. Kako? Ja. Ne, to je po mojem vitek. Umetnostni zgodovinarji so to sliko popisali milijonkrat. In tam mogoče on tudi lahko črni. Moraš reči, ne narednik dobivo sliko. Sej lahko rečemo na podlagi opisa, ki si ga dal. On je to sliko pregledal sedaj. Lahko damo zdaj trenutno tvojo fotografijo, si jezen na fotografijo, pa vesel. Ja. Ni on Google slika, ampak on je sliko opisal, to, kar vidi. Ja, ker vsi ti generatorji slik, torej oni so vse slike, ki so jih dali v repozitorij za generiranje slik, so dali tudi opise. In na podlagi teh opisov potem algoritmi učijo in potem dobiš besedilo ven. In včeraj, ko sem dal Ano Dimnik, nisem dokončal, kar sem želel povedati, je to, da jo je opisal kot neprivlačna, debela ženska. Tako da tudi to si treba vprašati, na kakšen način so bile zadeve podane kot izvor. Ne sicer te slike, ki sem jih dal, ampak nekdo je moral druge slike tovrstne tako napisati. Tako da sej so znanstveni članki tudi politično zelo odmevni, to vidite sicer primer iz istega opisa, kaj vidi, torej še bolj vedra, še boljše volje. Torej, ja, so znanstveni članki, da je umetna inteligenca zelo diskriminatorna. In da tudi običajno, če gledamo razne pa dajmo spremeni sliko. Spremeni sliko, da bo na sliki mlada ženska.
Sicer za generiranje sem že omenil, da so druga boljša orodja, pa vendar tudi za različne zadeve je DALL-E zelo dober. Seveda lahko spremenite tudi slog, lahko Pokemone spremeni, lahko karkoli, ilustracijo. Včeraj sem pokazal, kako smo izvorno sliko spremenili v tatu, tako da tudi na takšen način naredite. No, tu vidite celo japonski slog. Ampak ja, je kot fetarca na tak sodoben način. In na koncu veste, da je samo nebo meja vaše domišljije, zakaj lahko uporabljate. Res pa je, da tudi danes to moram pač povedati, da tudi v svetu pornografije se ta tehnologija izredno razvija in danes obstajajo tovrstni posnetki znanih oseb, ki so seveda jih nadomestili izvorne igralce, in tudi za take zlonamerne namene se uporabljajo te tehnologije. Potem pa spet bomo imeli generiraj besedilo v video in dobite zadevo na ukaz za marsikaj. Kako se vam zdi? Zdaj, če dajmo še odgovoriti na vprašanje, ki sem ga zastavil, preden dam nagradno vprašanje, ker tudi jaz ga imam. Kje vidite prednosti, pomanjkljivosti tovrstnega orodja? Aha, super. Lahko umetna inteligenca kritično vrednoti nek zapis? Torej, umetna inteligenca lahko kritično vrednoti nek zapis, če mu mi točno damo jasna navodila. Torej, če damo mi neke kriterije, potem lahko na podlagi teh kriterijev oceni. Če pa gre za semantično vrednost zapisa, v smislu vrednosti, sporočilnosti in tako naprej, tam pa še nismo. Ampak če rečemo, ne vem, v besedilu se nahaja oseba, zato da bo eno točko dobil, to bi znalo kritično oceniti. Pač mi moramo se naučiti orodja, umetno inteligenco, kaj je za nas in kako je ocenjeno, in na podlagi tega vzorca pa lahko marsikaj naredi. Zdaj, slabost, ki je zelo pogosto tudi izpostavljena pri učiteljih, je to, da se moramo učitelji prilagajati in da moramo postavljati vprašanja, ki so višje taksonomske stopnje, kar je pa že tako in tako v resnici morali. Ker najlažje je postaviti vprašanja obkroži, dopolni, zato ker so preverljiva, pa tudi potem lahko brez težav ta točkovnik mi zagovarjamo. Ampak če res želimo kvalitetno izobraževanje, potem moramo dati tudi bolj kompleksnejša vprašanja in potem tovrstno orodje ne more zaobiti tega in potem res mi preverjamo znanje, ne pa samo neko faktografsko poimenovanje. No, potem je pa še eno vprašanje, ali bo smiselno učence naučiti tudi to orodja, pa mislim, da bi bilo smiselno, da jih naučimo. Res pa je, da še manjkajo digitalne kompetence za druga področja, tudi za splet in bonton, tudi za varno rabo tehnologije in tako naprej. Da bomo zaključili, da boste imeli še malo odmora, pa bom dal še QR kodo. Kolega Mateja, ki je online, bi pa prosil, če da link, da boste tudi vi nadaljavo imeli možnost priti do nagrade. Tokrat nagrade ne bom dobil, če sem jo dobil v prvem krogu. Ampak, če ste me poslušali, sem večkrat povedal odgovor. Ne? A da malo večjo mogoče? Jo povečam? Ker prej sem mogel konkretno povečati. Ne odpre? Dela, aha, ok. Ne. Kaj pa, če greš pravokotno na sliko, da je mogoče kot problem? Ok, super. Ok.
Slika in odprti dokument. Če ne gre drugače. Tudi to. Dejansko ključno je to, čim več v bistvu praktičnih primerov, pa ne, user case, no, Ja, ja. več, ko jih vidiš, bolj v bistvu ti. Je pa zanimivo to, da danes, ko zdaj govorimo o tem letu, ko sem tudi predaval preko CPI-ja učiteljem računalništva, je bilo ogromno zanimanja in so prišli tudi v Trbovljah, ko smo imeli predavanje. Medtem, ko 5 let nazaj, ko me je gospod Majko sprosil na elektrijadi, da predstavim, pa ni bilo zanimanja. Večinoma so rekli učitelji, da pač oni so prekratki za umetno inteligenco, da ne vidijo smisla, da bi predavali umetni inteligenci in se bali dejansko tega področja, ampak zdaj je ChatGPT udaril v sistem in zdaj pa je ogromno ljudi ratalo kar čez noč strokovnjakov s področja umetne inteligence. Ja, no, ampak tudi temu je lahko namenjena. Ok, sicer pa hvala vsem za prisotnost, upam, da ste nekaj odnesli, da ste mogoče videli, na kakšen način sam uporabljam, pa seveda, da poskusite. Ne? Ker če ne probate, grdo rečeno ste lahko nevedni, pa ima sosed prednost pred vami. Hvala, pa se vidimo ob enih naprej. Ja.